Danes prižigamo že drugo svečo na adventnem venčku in lepo pozdravljeni vsi. Pozdrav tebi, Karel, pozdrav vsem, ki naj jo spremljajo. Ampak midva greva še malo nazaj v včerajšnji oziroma predvčerajšnji dan. Miklavž je godoval včeraj, predvčerajšnjim je nosil darila, a te je kaj obdaril? Ja, najprej pozdrav vsem, ki naj jo spremljate. Ja, me je obdaril tudi navzven in sicer Jana si ti prinesla nekaj v branje. Gospe Karolini hvala za ingverjev napitek. Pri sosedih mi je prinesel kot vsako leto nekaj piškotov, ampak prinesel je pa tisto, kar Miklavž najbolj prinese, ne? Ko te obdari na videz navzven, v bistvu te pa vzradosti globoko v tvojo osebno resničnost, ne? So prazniki in biti jih mora čim več, posebno v tem času kratkih noči, dolgih noči, pa tudi situacije, ki jo doživljamo. Čim več mora biti teh trenutkov, teh prazničnosti, ki prinesejo v našo notranjo svetlobo, prijetnost, zadovoljstvo, ki nas pogrejejo tam nekje globoko v našem srcu, ne. In to je, se mi zdi, najbolj pomembno tudi za naše sožitje. Najprej za vsakega izmed nas, da ima v sebi to duhovno prijetnost, to duhovno zadovoljnost, to notranjo toplino, to notranjo svetlobo. Ne samo zase, ker se sami vemo, kadar sem sam zatežen, potem zatežim, če pa imam to lučko v sebi, ne, potem, ko stopim v bližino drugih, sam po sebi prinašam svetlo, prijetno, vzbujam tisto toplino v medsebojnem razpoloženju in to se mi zdi najbolj pomembno. Ja, so pomembni ti zunanji izrazi pozornosti, lahko so zelo preprosti, zelo skromni, ne, ingver je napitek, pa piškoti, dobro gre skupaj, ne. Ampak ob tem, ne, kar se navzven dogaja, pa seveda naj se prebudi čim več tega radostnega, prijetnega, globoko v osebni resničnosti vsakega izmed nas, naj nam res Miklavž pa vsi praznični dnevi tega decembra to prinesejo. In zdaj smo v tem času priprave. Vedno bolj gremo proti prazničnim dnevom in ko se pripravljamo na nek praznik, na nek dogodek, potem tudi nekako čistimo okoli sebe, v sebi in tudi o tem sva rekla, da bova spregovorila danes. Ja, zelo pomembno je dati iz sebe ven tisto, kar te bremeni, kar te teži, kar na nek način duši tvojo notranjo resničnost, ne. V življenju je mnogo takih situacij, ko nas nekaj prizadene, ko nas rani, ko nekaj v nas obleži, ne. Ne obleži samo težka hrana v želodcu, ampak lahko obleži v duši tudi ena težka situacija, ki jo nismo razrešili in jo potem nosimo v sebi, ne. December je bil vedno, oziroma ne samo pred Božičem, tudi pred Veliko nočjo, je bil čas čiščenja, ne. V cerkvi smo to izrazili oziroma udejali z izpovedjo, ko daš ven iz sebe, ne, to, kar te bremeni. Vsak pravzaprav, zakaj bi nosili v sebi težo, ne? Tukaj smo pri meni v hribih, ne, in v hribih je takšna hudomušna navada, ko grejo v gore, kakšnemu novincu dajo v nahrbtnik še kak kamen, ne, in potem zdaj, če on zna presoditi, recimo, da ni teža, ki jo nosi, tista, ki naj bi jo nosil, ne, da je nekaj dodano breme, potem bo tisti kamen nosil kratek čas in ga bo potem dal proč od sebe, ne. Nespametno je nositi, ne v nahrbtniku, ampak v sebi tisto, kar nas je bremenilo. Dobro je, recimo, te situacije, ki so nas obtežile, razrešiti. Če je postalo kaj nedorečeno, sam se spomnim pred kratkim, tudi po mojem glasu ugotavljate, lahko ugotovite, da sem utrujen, pač nekaj pišem, kar je bolj zahtevno. In nedavno ko sem nekomu nekaj pripovedoval, izrekel besedo, ki je njega prizadela. In jaz se sploh nisem zavedal. Zdaj bi bilo vprašanje, ali je on napačno slišal, ali pa sem sam izrekel, ne, tako kot prej na začetku, da je sedaj čas kratkih noči, ne, namesto dolgih noči, mi glede nekaj izrečeš, včasih opaziš, včasih ne opaziš, ne.
In vem, da je ta situacija njega prizadela, kar mi je tudi povedal. Jaz sem bil pa takrat tudi, ne, pa se nisem hotel to reči, nekako nisem hotel stopiti v, tudi sam sem se zavil neko, kakor da, ne, se to nisem rekel. In sem videl potem na koncu, njega to bremeni, mene bremeni, najin odnos bremeni. Ne. In potem sem ga poklical in sem rekel, poglej, mogoče se mi je zareklo, ne vem, vse je vse, kako je. Jaz te lepo prosim, da mi oprostiš, ne? Da mi nakloniš to milost, da bo najin odnos zopet dihal. Ne? In ker sem prvi pristopil, je to naredil. Ne? Pa včasih je zelo pomembno prvi pristopiti, tudi če se ti zdi, da nisi kaj rekel, da nisi tako hotel reči, pa vendar, če veš, da je drugi prizadet. Ne? Hujše, recimo, kot to, da najhujše, da nekaj ne razrešimo. In ti praznični dnevi, veste, moramo zadihati. To, kar bremeni, kar duši, je treba predihati. Ne nazadnje, veste, tudi za naše zdravje. Ne? Ker, kot sva že, mislim, rekla v prejšnji oddaji, recimo jeza, zamorjenost, to so strašno nizke frekvence, ki nas poškodujejo, ki v tem času virusa tudi slabijo naš imunski sistem. In zato je potrebno se iz teh nizkih vibracij, iz teh duhovnih zatemnjenosti, čustvenih zatemnjenosti, se je potrebno dvigniti v tisto, kar pa poje, kar pa zveni v višjih frekvencah, kar nas samo po sebi na nek način ozdravlja, kar nam da dihati, kar prebuja prazničnost. In tako kot sem recimo sam mogel razčistiti, pa bom še kaj mogoče razpucal, ne? Trenutno ne čutim kaj, ampak bom še mogoče ugotovil, ne? Tako tudi vabim vsakega, ne? Da ne ohranjamo obremenjenost, da ne ohranjamo zateženost, da svoje strani naredimo maksimalno, kaj lahko. Sedaj je pa tako, ne? Mi iz svoje strani smo naredili. Če druga stran noče, recimo, oprostiti, da bo še živela v zameri, to je pa njena vloga. Mi smo zadihali, mi smo odnos svoje strani sprostili. Zdaj pa je pa res vprašanje, koliko časa se bo še tistim ljubilo, ne, ohranjati temna čutenja, škodovati ne samo sebi, ampak obremeniti s to zamorjenostjo celo družino. Dajmo se osvoboditi. Ne. Človek hoče osvobojenje, človek hoče svobodo, človek je ustvarjen za svobodo, ne samo za zunanjo, ampak tudi za čustveno in za duhovno. In kot si rekla, Jana, ne, je čas čiščenja, ne, pred prazniki, ne samo dom, ne, ker zdaj vi ste videli, ko ste stopili v moj dom, da bi bilo treba marsikaj počistiti, ne, v hiši, ne, ampak tudi če v hiši ne bo kaj čist tako, kot bi si želelo, da bi bilo, pa naj bo v našem srcu, v naši duši tako, kot si globoko v sebi naša notranja osebna resničnost želi, osvobojeno, radostno. In potem seveda je treba napolniti, ne, mi ko za praznike čistimo, ne, tudi mi dva sva pred snemanjem počistila ta del mize, ampak kaj sva potem v praznik izpraznimo najprej, ampak potem pa, da je praznik svetov, dodamo tisto, kar pa prebuje lepoto in krasoto. Ne, in to se mi zdi zelo, zelo pomembno. Ne. Kot sva rekla, prva lučka je za nas same, da se osvobodimo, da na nek način, mogoče lahko vprašam, ne, ker sva govorila v prejšnjem srečanju, sva govorila, da je prva lučka namenjena nam, ne, ali smo pomislili, kaj je tisto, kar prinaša v nas zadovoljstvo. Ne zdaj misliti na naše najbližje, ampak kaj v nas prebuja tisti oddih, tisto spočitost, tisto umirjenost, tisto okrepitev, tisto prijetnost, ne, da jo bomo lahko prebudili na drugi svečki naših najbližjih, ne, da bo res praznik prazničen. Ne. Še mogoče lahko dodam nekaj, Jana? Še lahko? Kar sem zdaj le pomislil, ne, ob tem prižiganju lučk navzven, se mi zdi zelo pomembno, ne, da potem, ko mi prinesemo lučko drugemu, da prinese tudi bližnji lučko nam. Ne. Zdaj, ko sem videl tebe, ne, ti si prinesla tele čudovite kolačke, ne, da ne bi zdaj slučajno samo eden izmed članov družine pomislil, ne,
kako mora prinesti nekaj svetlega in lepega drugim. Ne? To mora pomisliti vsak član. Ne? Tudi ko pripravljamo prazničnost ali v hiši za namizo, ne? Je treba stopiti skupaj. Ne? Včasih se zdi malce krivično, če družinski člani pomislijo, ja, mama pa bo vse pripravila. Ne? Zelo dobro je, da se pred praznikom, ne? Zdaj je ponedeljek po drugi adventni nedelji, ob kakšnem večeru sedemo skupaj in naredimo strateški plan. Kako bo pa letos, ne? Kdo bo nabral mah za jaslice, kdo bo pripravil smrečico, kako si bomo organizirali, da bo vsak dodal tisto, kar je. Ne? Obenem pa naj res vsak pomisli, kako bom pridobil tisto duhovno, srčno, notranjo prijetnost, da bom, ko bomo sedli za mizo, tudi jaz, ne samo mama, samo oče, brat, sestra, stara mama, stari oče, ne vem kdo že, vzvalovil v meni naklonjenost, ampak da bom iz te notranje osvetljenosti tudi jaz valovil in vzvalovil tisto prijetnost. In to želim vsakemu, ki naj jo spremlja, da bi res našel tisto, kar bo dobro, kar bo prijetno, navzven in navznoter, da bo lahko za praznično mizo postregel tudi samega sebe v tistem žlahtnem, kar bo naredilo praznik še bolj prijeten, še bolj takšen, kot si ga vsi želimo. Pozdrav vsem. Pozdrav.